Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi Slovenka, popotnica, radijska voditeljica in oseba, ki je ponavadi na tisoče kilometrov oddaljena od naše države. Zdaj pa sem jo ujela in vzela si je čas za gostovanje pri nas. Z mano je kraljica peščenih plaž, Ivjana Banič. A sem redno povedala? Si rekla nekaj lepega povem? Sem zadovoljna, ker si moje ime, ali pa hkrati razočarana, pravilno izgovorila. Ponavadi je kakšna taka zabavna skovanka. Sem bila tudi že Herezijada, Vivijana, Ivijana, Lilijana, Divjana, Iguana in moja najljubša na letalu me je gospod poklical: Are you Miss I-Vagina? In ga nisem dobro, za Američane šel, nisem dobro razumela. In pol jaz kalkuliram, sem nekaj, yes, I have a vagina. Pa on tako, no, my vagina bejnik. Oh my God, Isuse Kristo. Ok, štekam, Američan, tako da, Ivjana, prav si povedala, ful hvala. Ja, to je cela tega, ko toliko potuješ, ne? To meni je zabavno, to jaz nič ne zameram. In kje smo te ujeli? Jaz sem bila res vesela, ker si napisala, da boš samo nekaj dni, ur v Sloveniji in da si lahko vzameš čas. Tik pred odhodom na ortodontsko zdravljenje, več kot očitno, med Dunajem in Dalmacijo. Dobesedno si me ujela. Šla sem na ogled enega koncerta, vračam se nazaj k svoji družini. 3 dni smo narazen, katastrofa, ne tako za otroke, ampak za vse nas smo res navajeni biti 24 ur na dan skupaj, zdaj že 7 let zaradi mene. Delamo od doma, otroke šolamo doma, potujemo, sicer jih damo tudi v vrtec oziroma šolo, ko smo v tujini, ampak vseeno jih imaš res od jutra do sutra. Ne samo otroke, tudi moža. In on predvsem mene. Pa kako vozite ta odnos, kot si rekla, niste nikoli narazen? Je težko se navadiš? Ne, sploh se ne sprašujem, niti se ne sprašujem, res je. Bolj so me spraševale moje prijateljice ali pa kolegice znanke, ko je prišlo do covida in so bili kar naenkrat družinsko vsi doma. Ne glede na kvadraturo, včasih se bolj skregaš v 15-stropni hiši, kakor se v garsonjeri, ker pač veš, da je treba veliko več tolerance ali pa razumevanja, empatije, če hočeš. Ne vem, jaz mislim, da je to bolj zasluga od mojega moža, ker sem jaz čefursko vatrana, tako da jaz bi se skregala, on se ne krega, jaz kar tako malo kabak rinam, ampak on to tako na easy mene sfura, tako da so se res ne tak nasproten pol. Včasih ti otroci živce vam potegnejo, seveda se to tudi v Sloveniji. Nizko, kjerkoli si, jih gledaš 5 minut ali pa 5 ur, se zna zgoditi, ampak na tebi, da se potem učiš te, šele zdaj razumem, kaj pomeni, da so otroci tvoje ogledalo oziroma učitelji, predvsem ta zadnji del. Ogromno sem se naučila s tebi. In se še učiš, verjetno. Absolutno, vedno se bom učila do dneva, ko... Prosila sem te, če sabo prineseš osebne predmete, ki ti veliko pomenijo, pa me zanima, kaj si prinesla. Zakaj? Mi je bilo težko, zaradi tega, ker ravno ta selitev, to seljenje, Potovanja so ponavadi za krajši čas, tipo teden, 2, mesec dni, pri nas gre res dejansko za življenje. Jaz vedno tako pravim, če sem več kot enkrat dobila menstruacijo, pomeni, da tam živim. Če sem mogla iti perilo tlačati noter v pralni stroj, pomeni, da tam živim. Najdlje je bilo na Havajih, da smo bili 1,5 leta, in enostavno se znotraj tam, kjer živimo, se tudi večkrat selimo, torej iz hiše, v apartma, kamorkoli že, tako da se zelo težko res naveza na neke predmete. Bolj iz tega razloga, ker se še učim, kje imam kaj doma, da bi res dejansko poiskala, in potem sem ugotovila, da je to tale napravca, ki izgleda sicer kot fotoaparat, ampak to sem zaradi tega, da malo hecam ljudi, gre samo za case, v resnici gre za telefon. Kot objekt sam mi pomeni duplo ništa, torej bi bil lahko zelo zastonski, pocenski, da rečem. Bolj mi gre za vsebino, ki jo imam noter, torej noter so vse telefonske številke mojih prijateljev, moje družine. Prijatelji mi ogromno pomenijo.
Družina je itak, brez veze poudarjati, ampak moj brat živi na Kitajskem, je to moj stik z njim. Ne vem, če vem kakšno telefonsko številko na pamet, razen od mame, še od moža sem tako malo. Ja, ko si daleč, je stik z domačimi ljudmi zelo pomemben, ker si lahko na najlepšem placu na svetu, kjer smo tudi dejansko večkrat bili, pa se lahko počutiš zelo osamljenega ali pa pozabljenega, da tako rečem, zamujaš vse poroke, zamujaš rojstne dneve, težke trenutke svojih prijateljev, ko jim umirajo starši, imajo težke porode in tako naprej. In se res počutiš tako malo adijo, ker da nisi tam za človeka. Potem imam knjige noter. Zelo dostikrat me vidiš s telefonom, ali pa moji otroci so že navajeni in ne reagirajo na to, ker vejo, da ni zabijanje časa z nekimi brezveznimi aplikacijami, ampak berem knjige, ker jih fizično zelo težko prenašam po svetu, je ipak kilaža, ki jo moraš plačati. Noter imam delo mi veliko pomeni bolj v smislu samostojnosti, svobode. Delam odkar je bilo po zakonu možno delati, torej od 14 leta, prek študentske napotnice. Moja mama je ogromno delala, da je mene in brata spravila do točke, ko so lahko samostojni in veliko žrtvovala in mi privzgojila, da je pač treba biti samostojni in veliko delati. Ne delati se zgarati, ampak delati in uživati v tem delu in denar ti posledično ogromno pomeni, ker si s tem vidiš, da lahko kupaš svobodo. To ne pomeni svobodo v smislu potovanj, ne me narobe razumeti, ampak svobodo, da ko pride do nekih toksičnih razmerij v službi, da imaš pogum reči hvala, ne hvala. No, tako, ker berem, da je ogromno teh nekih izgorelosti in tako naprej, ampak vidim, da bi mogoče, če bi prej rekel človek adijo, čemorkoli, ne samo v službi, pomenilo veliko olajšanje in svobodo. In pa pomeni mi največ od vsega tega, kar sem naštela, notranji mir. Brez tega, imam noter neke meditacije in tako breathing workouts, ki mi pomagajo v mojih paničnih napadih, ki sem si jih predelala zaradi stresa. Zdaj, to je tvoj svet v malem, ne? Ponavadi moji goti prinese 3 predmete, ampak to si jih zdaj naštela že. Ja. Malo more. Malo tudi tako, metaforično ta telefon, ampak ja, dejansko imamo danes noter vse, od denarja do zdravstvenih situacij, do vsega. Bi lahko preživela brez njega? Si predstavljaš svet brez telefona? Ja, jaz pa pozabim, kako mi telefon živi, Bog pomagi. Zvoni, zaradi tega, ker v tujini mi telefon ne zvoni, nihče me ne kliče, vse rešujemo prek maila oziroma danes WhatsAppa, oziroma z bratom prek druge aplikacije, ker Kitajska ima neke svoje fore. Tako da ne, telefon, vse notification, jaz imam to vse izklopljeno in telefona se lotim takrat, ko se jaz odločam. Ko nisem sužnja tega, tudi uro danes izjemoma nosim, ker se vedno hecam, da čas ni moj gospodar, ampak ja, komod bi lahko brez njega. Malo težje bi do denarja prišla, oziroma do dela in posledično denarja, ampak ja, če imam zraven svojo družino, se mi zdi, da imam vseeno. Oziroma tako, če imaš samega sebe in znaš biti sam seboj, imaš vse. Zdaj, prej si omenila ta stik s prijatelji, družino. A se vzpostavijo kakšni posebni rituali, ko živiš tako daleč, kako ohranjati stik? Ja, veliko stikov smo izgubili, veliko prijateljev smo izgubili. Zdaj ima se dopovedi, to niso bili pravi prijatelji. Ne vem, če v nekem določenem obdobju do neke določene točke so bili te ljudje prijatelji in smo si lahko vzajemno dajali tisto, kar smo rabili, želeli, potrebovali. Prijateljstvo zelo cenim, ker se mi zdi, da je to en odnos, ki nastane v najbolj svobodnem okolju, da tako rečem, torej ni nobene vzajemne koristi, si svoboden, do prijatelja si vedno spoštljiv, ponavadi se včasih, jaz osebno vsaj, ne vem za ostale, zalotim, da včasih otroku, a pa tako z otrokom ali s partnerjem skomuniciram kakšno stvar bolj grobo, kot bi s prijateljem ali recimo sodelavcem, se takoj nazaj potegnem, tako da, ja, nekateri ljudje potem, tako, ko sem začela na radiju delati, so nekateri ljudje odšli in nekateri nekoristni večinoma prišli. Imaš kakšno karto za koncert? Da boš zrihtala, tako začnejo pol, Hvala Bogu imam res ob sebi večinoma punce, ki me poznajo, bom tako rajši rekla, od mojega ranega otroštva ali pa od srednje šole, ko si še nek neizdelan karakter in te spremljajo skozi vse tvoje žute minute in poznajo
ne glih vsak delček tebe, ampak spremlja ta proces spremembe. Mogoče danes bi se spoprijateljila z nekom, ki se pred 20 nikoli ne bi, recimo, ne, ker se skozi spreminjamo, kar je super. Nekateri so pa zaradi našega lifestyla tudi odšli. Veliko je pa vredno tudi prišlo na teh potovanjih. So to prava prijateljstva? Le mi gre kar lepo. Te dlake kar lepo posnemte, ker to je cela džungla teh dlak. Tole jaz nič ne brijam. Ja, spoznavamo ljudi, ki živijo enak ali podoben lifestyle kot mi in se posledično srečujejo z enakimi izzivi. Zanimivo je, da ljudje, ki greste za teden, 2, 3, en mesec, super, seveda so potovanja tudi lahko na različen način. Hiking, mobilna hiška, taborenje, van life, to se zdaj zelo počasi prijemlje v Sloveniji tudi, super rezorte, krasne, najdražje na tem svetu, je spet nekaj drugega, kakor iti živeti nekam. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz se soočam že s prvo težavo 24 ur, pa 36 ur leta z 2 otrokoma, oziroma tako je bilo, z enim dojenčkom, pa z 2 dojenčkoma, pa z enim otrokom, pa z enim dojenčkom, pa zdaj z 2 otrokoma. Včasih si stopnevala to napetost. Sigurno, in moraš najti nek sistem in ritem, že kako letalo preživeti. Pa potem jet lag, ni nič, midva crknena. Polej imaš težavo, izziv v trgovini. Špela Močnik smo se srečali v Mehiki, pa je to razlagam, prav, zakaj? Zaradi tega, ker ko prideš v trgovino, ne poznaš nič. Jaz tle že avtomatsko kupujem, a ne, po teh aisles. Medtem ko v tujini niti ne vem, kje stoji. Ko to skužiš, recimo Havaji imajo eno celo stalažo, hvala lepa, bravo, moji možgani ne delajo dobro. Cela stalaža samo popcorns. Kokica je kokica, koruza, ne, 20 različnih, double cheese, movie, ono, gore, dole, potem imaš, ne vem, listnatih serov, en kup, it's fine, bom nekaj vzela. Svinsko drago, da si mislim, ne smem se zezati, ne moram si pravoščati eksperimentirati. Ja. Mleko ima drugačen okus, kruha, recimo na Karibih nismo dobivali. Tako je kar izzivno, pa 2 otroka imaš, jaz bom že preživela. Meni je vse, jaz bom od sadja, sej hvala Bogu tudi moja otroka, sem da je mango mama, sem da je kokos, coconut water, ne, sem tole. Ampak je izziv, potem midvar konstantno se bo glupo, ampak upijeva, ne plezaj, ne tekaj, ne skač, nočeš iti doktorju. Pustimo finance, v Ameriki je bilo katastrofa, enkrat smo mogli iti, ampak že tisti feeling, mi hodimo tudi po nekih mehkih otokih, velike 2 kilometra, ker ni gor doktorja. Ne? In se v možganih preopereš in narediš ta rewire in manifestiraš, da se nič ne bo zgodilo in tako tam zagnjurjem nekam tisto zdravstveno izkaznico itak je nam rabila. Tako da to so vse izzivi, da ne govorimo o šoli, o zakonih, kulturni šoki ali pa mogoče niti ne šoki, no, ampak kulturne razlike in tako naprej. Ja, so kar izzivi. In potem, ko ti govoriš to domačim ljudem, malo težje se poistovetijo s tem. Pustimo razumevanje. Nikoli nihče ne more tvoje zgodbe razumeti. To, če je zdaj meska, kle sedimo. Ampak v tujini potem gremo in srečujemo te ljudi, ki grejo skozi enake izzive in se mi zdi, da se v tem segmentu najdemo in tako je srečen, da je svet kaj ena država. Ne imamo ministrstvo za šolstvo, pa se z eno parešlico o tem pogovarjamo. Ministrstvo za zdravstvo, pa tam z eno skup jamramo, ne tako radi jamramo. Ministrstvo za finance, pa imam z eno biznis. Tako, razdeljen imaš, no, ne moreš od enega človeka, razen od moža in partnerja, pričakovati, da je vse v isti osebi, ne, čeprav to dostakrat želimo. Zdaj, prepotovala si pa vseeno take res sanjske destinacije in včasih, ko človek pogleda tvoj Instagram, se zdi, da živiš res življenje iz kataloga. Kaj pa je tista prva stvar, ko pridete na novo lokacijo? Kaj opaziš? Von, hrano, ljudi? Kaj? Zdaj smo se pala v Dalmaciji, moj sin je rekel, mami odpri, ga bom prav posnetka, mami odpri. Smo res odprli, vse rekel, kratko je delo, res, čudan ti. Kratko je rekel, en pujz. Mi obožujem ta von, res, če se godijo. Jaz sem tako happy. Res, da se ozemlji, da je tukaj in zdaj, da zaznavamo stvari okrog sebe, a ne? Ja, definitivno von. Karibi imajo en tak poseben, specifičen, smrdljiv von, smrdljiv. Seveda, sadje, gnilo, vročina, vlaga drugačna, Šrilanka definitivno po nekih začimbah, a ne? Havaj, nobenega vonja. Ne vonja. Ne, nič, to tako zgleda, da ta veter res je v srednji česar, zgleda, da se razpiha, ne vem, ampak francoska pot.
zdaj, če bi lahko klela, bi tako klela, kot star fijakar. To pa tako diši po nekem hibiskusu, /bougainvillei, ne vem, tak lilet. Tak von, da mi smo res skozi imeli šipa dol in sem vohal res, ne vem, ne znam sploh opisati, zdaj bi se zjokala, če bi se lahko. Sam se ne morem, ker sem se namazala in naflajsala, drugače se ne mažem in sem tako malo, ja. Se pravi, je tako lep von, kot je tudi pogled, bi lahko rekla. Ja, to je zdaj odvisno, kaj kdo hoče, ne? Zdaj, vi ste rekli, ti si rekla, sanske destinacije. Kaj je zdaj za koga sansko? Za nekoga so hribi, gore, za nekoga je gozd, za hišo, ki ga ima, za nekoga je moja teta, ima tak vrt, da ga vikaš, ne? Tako različne stvari, ne? Za nekoga je krasen pogled, polna miza hrane, domačih dobrot, tako. Ja, to so te neke stereotipne, lepe destinacije, bom reč tako rekla, no? Ki seveda definitivno privičuje svoj sloves lepote. Nekje sem pa zasledila, da v bistvu si pa vedno želela na Novo Zelandijo. Še nisem pošla do tja. Imela sva z možem blind date z enim fantom, jaz ogromno ljudi spoznavam prek Instagrama, če le zmorem odpisati, včasih dobim očitek, da nisem odzivna. Ja, za vsak story, ki ga dam, ne vem, po 100-200 reakcij, pa dam 10 storijev, pa zdaj dajmo to skalkulirati, pa če za vsakega ponudam samo 10 sekund, imam še 2 otroka, ki jih je treba kregati, če ne drugega. Ampak sem pa tja, pa res sem si vzpostavila nek tak community z določenimi in en fant se preselil na Novo Zelandijo in smo se res dobili v novem mestu, v rodnem novem mestu na blind dateu, da nam vse razložilo o te Nove Zelandiji. Ne, nisem še prišla do tja, ampak je na bucket listi. Manifestiraš? Zdaj, ko si glih uporablja to besedo, ki je zelo v obtoku, a ne? Niti ne, zdaj sva z možem imela debato, kaj bi si midva manifestirala. Res, ko vsakič tudi utrink vidim, dol v Dalmaciji jih je na kile, na Havajih jih je bilo na kile, ker ni light pollution in se zelo lepo vidi nebo. In med drugim tam tudi observatorij na Halakali, eden izmed bolj pomembnih. Ko pade dol, jaz si res želim zdravje. Jaz vem, da enkrat mi je ena rekla, ja, tako klišej skozi jih nabijaš, ne. Ja, okej, teka, no, ne vem, kaj ne te rečem, prav, ampak jaz si res želim ful zdravja. Kako pa otroka sploh poznata način življenja, kot ga, ne vem, živimo mi, da si doma in pač to je tvoj dom, hodiš v šolo, imate čist ne razumeta. Ne. Pa se bojiš, če bi se kdaj kje stacionirali v Sloveniji? Zdaj se itak spet pogovarjamo, da bomo doma, tako kot vsako leto, že 8 let. Ampak nekako, hči je šolo obvezna, torej zaključila 1. razred. Vedno, zanj sem poslušala eno mamo, 1 uro po telefonu, kako je slovenski šolski sistem zanač. In tu je bilo 1 uro jemrarije, pa bi mogli tako, pa to ni dobro. In potem sem jo vprašala, pa 1 uri, ko jaz ponovadi glih obratno, ne, sem jo prav vprašala, sem rekla, okej, kje je pa bila deklica do zdaj v tujini v šoli, da ste videli, koliko zna biti kakšna stvar boljša? Ja, ne, nikjer, ne, sem tle. Ne, okej, ne, zdaj mi smo imeli otroke v res zelo veliko različnih šolskih /vrtšolskih sistemih, pa nas noben ne vpraša, kaj bi bilo lahko boljše pri nas. Absolutno je veliko manevrskega prostora tudi pri nas, ampak v resnici, se takole gulam, pa trebam te lase, je slovenski šolski sistem in vse, kar nudi, zelo, zelo bogat. Mi smo našega sina dali ven iz vrtca, takrat, ko smo imeli ogled gasilskega doma, pa ima furat gasilce. Pa grejo gledati predstave. Na Karibih ni nobene šolske predstave, na Karibih ni nobenega pevskega zbora, baleta, glasbene šole, ništa. Tam te lahko edino učijo zvijati ganđo. Recimo, ne, tudi po kokosem, recimo gor, ne daj, smo se sami učili po palmi plezati, ne, so bili taki chill, easy. Tako da je bogat. Again, je možno za izboljšave, verjetno 100.000, nisem iz faha, ne vem, bi bilo treba vprašati tiste, ampak druge bolj osiromašen, bom tako rekla, no. Kaj jih pela na plavalne tečaje, dobro naši znajo, jih bojo pelala na smučanje, naši nimajo pojma, jih bojo pelala voziti kolo in tako, ne, to druge ništa. Torej, če sem prav razumela, ostajate v Sloveniji, da je to zdaj. Pa to jaz vsako leto tako rečem, pa obljubljam, ne, ja, zdaj bi radi malo stalno, pa mečkan kakšne stvari porihtalo od doma, no.
Ki pa ste stacionirani v Velenju? Velenje, jaz sem se gor prisilila, jaz sem Novomeščanka, 18 let, Ljubljančanka 16 let in zdaj zadnjih par let, po nekaj dni v Velenju, ki ga obožujem in mi je krasen in wow in super in in sploh in sem full happy, ko smo nekje v tujini, ko rečemo, ok, gremo domov, sem full tako na noter srečna, da gremo v Velenje. Ja. Originalno si pa iz... Novomeščanka, Podgorka, tako prav Dolenka ta prava, zavijem takole, veš kako, ko se sprostim. In ko se vrnete, kaj je tista prva stvar, ko naredite? Se hitro družite s prijatelji? No, bolj ne povemo, da smo prišli, to je prvo. Zaradi tega, ker potem doživimo, da kdaj se kaj vidimo, kdaj kaj pridete. Zdaj sem letela 36 ur, zamenjala 6 letal. Tako, a ne bilo lažje, kdaj lahko pridemo na obisk, pa nekaj sabo prinesemo, da ti ne bo treba kuhati, ker jaz sem praktično gospodinja, kuham 3 do 5 na dan, jaz pripravljam obroke, seveda moji otroci tudi veliko jejo po restauracijah, takšnih in drugačnih, torej food truckih, restauracija tako kot je, doma pri drugih ljudeh, ne govorimo o fancy restauracijah, tega na Karibih, vse tam, kjer smo mi bili načeloma ni, to so tako vsak krožnik drugačen, vsaka miza drugačna, tako, tudi haca, Bog pomagi to vprašanje, če bi šlo skozi, ampak ja, tam je ponovno hrana najboljša, bolj smrdi, bolj je dobra hrana. Tako da ravno iz tega razloga, da lahko okušamo lokalno hrano, ker jaz tega doma sama tako dobro kot je, ne bi niti znala prepraviti, kaj šele ingredients kupata, ne. Pa saj si zapisujem te recepte, ma džabe. Vprašanje je bilo, ja, sem se spomnila, oprosti. Noben ne reče, bom prišla potem nekaj za jaz naredila, ne, ampak kdaj kje pridete meni, spet se moram v avto vse speljati, ne, najprej pridem domov, ščilamo, jaz se na novo naučim, kaj držim v kuhinji, kje imamo kaj za obleč, ker enostavno, ko greš za dolgo časa od doma, stvari niti ne veš, kje imaš, no. To, potem trgovina za hrano, zelo rada jem. Kaj najbolj pogrešaš od hrane? Domačo hrano, ma ne v smislu samo lokalno, torej pri kmetu, ampak tako neke, ne vem, recimo bom rekla variety, različne sere, to, kakšno burato, mediteransko hrano in generalno imam ful rada, jaz sem po mamini strani dalmatinka, oziroma to je moja mama, jaz sem tle rojena, moja mama tudi, no, ampak so me tako od njena stran vzgajala, res to olivno olje, jaz ga takole na ždico, ko pridemo, res to kar tankam, nalijem lepo malo, pa takole le kruhek noter namakam in se napokam, tako da mislim, ko pridemo domov krmečka ugojimo, ker v tujini je drugačna hrana, slabša hrana, sploh Amerika, zelo osiromašena, zelo skeči, ko pogledaš tisto meso, v tujini skoraj nikoli ne jemo mesa, ribe ja, tako da ja, hrano, sarme, crknem za sarme, kadar češ, mamine sarme obvezno, to, tako da upam, da letos jih doživim, no. Filam paprika mi ni isto. Mamina sarma. Ne le čas popilanih pap. Ja, vem, treba do praznikov počakati. Mamina sarma, hočem, da mi jo dal tisto banco, ki mislim, da je notro lepo premin je tista sarma. Sormetina. Aha, to zate pozitivno presenečenje, ko je banci od do leta. Absolutno. Verjetno cvetka vam rada. Tega ne dobim. Nekjer. Ne poznajo. Tako, kar je v bistvu, se učiš, ne, je druga kultura, druge navade, super, res, tako smo se naučila tudi en kup nekih novih trikov, receptov, da rečem, sem full happy, no, tako da v to se zapopadamo, potem pa mi počasi, zdaj smo res, ko smo letos prišli nazaj, so nam prijatelji naredili en tak surprise party, da, wow, tako full lepo, še oba z možem smo imela letos 40 let, tako da je bilo res, so bila full ganjena, no, tako super. Zdaj sva počasi igrala proti koncu. Jo, Bog pomagi, se nisem nič povedala. Jaz takole na koncu pripravim namesto teh klasičnih vprašanj, kakšni so načrti za prihodnost. 3 časopisne naslove, ki bi jih mogoče lahko potencialno brali od tebe. Pa bova pokomentirali, če je možno, prav? Jaz preberem, ti pa pokomentiraš. Super, ja. Takole. Ivjana Banič maha z Nove Zelandije, zaposlili so jo na lokalnem radiju. Okay. Je možno, da se kaj takega zgodi? Ali pa si kdaj v tujini iskala jaz mislim, da, ja, službo na radiju? Na Havajih sem delala na radiju. Mislim, da je to cca neizvedljivo, zaradi tega, ker enostavno zanimivo, v določenih primerih se lažje izražam v tujem jeziku. Doma govorimo vse možne jezike.
ker smo bili v Mehiki za par mesecev, smo z otroki čim več komunicirali špansko, potem smo se takoj zatem preselili na francosko Polinezijo, kjer sta bila dobesedno porinjena v francosko šolo. Sem tudi jaz nekaj malega od francoščine, ma ne veliko, tako da doma kombiniramo vse, hrvaško, slovensko, angleško, slovensko, to največ, delamo tudi špansko in francosko, tako da, ampak to ni bilo zdaj. Daleč od tega, bolj hočem povedati, da enostavno je na glas. In te živ krst ne bo s tem naglasom poslušal. Tako težko je, no, si misliš, Marija. Tako da to po mojem niti ne, no. Kaj pa tale? Baničeva odprla turistično agencijo, vabi vas na butične destinacije. Boh pomagi, delo z ljudmi, mama celo življenje delala z ljudmi, to je najtežji job na tem svetu, tako da kudos vsem tistim, ki res kelnerjem, natakarjem, vzgojiteljem, ja, z veseljem, to pa ja, ampak ne samo butične destinacije, bolj bi šla na kakšne te retrite, malo kakšne kulinarično, yoga, relaxing, tak retrit, oziroma poletni tabor smo organizirali 2 termina razprodali in 3. termin počasi polnili, ko smo bili na Havajih, 2020. Vse je bilo super, naštiman tako, da gate trga. Za najstnike samo, kar je tako otroka poslati za 12 ur nazaj v en drug časovni pas. Tako ful dobro, starši zelo pogumni, vendar je COVID seveda. Vse skupaj malo zamajal. Potem smo znova na Šrilanki naredili nekaj podobnega za odrasle, za ženske. Je bila tudi težava zaradi njihovih težav šrilanških, tako da ja, enkrat v bližnji prihodnosti bi se celo dejansko lahko to zgodilo. To ste kar trofali. Super. No, potem pa še tole, priljubljena radijska voditeljica je nazaj, Ivjana Banič se vrača na radio v Slovenijo. Si popolnoma zaprla ta vrata? Ja, jaz mislim, da ja. Res? Smo se že pogovarjali, ne samo z matičnim radijem, kjer sem bila zaposlena, tudi drugi so potem klicali, ker so imeli neke čudne ne ideje, govorice so naokrog hodile. Jaz se samo bojim, da več ne bi imela ljudem kaj zapovedati. Kljub temu, da se mi zdi, da imam ful zapovedati, se bi ustrašila, da tisto, kar človek rabi za tiste 3 minute med 2 pomadoma, da ne bi zmogla. Tako. No, tukaj sem bila prepričana, da boš rekla, da vedno... Pogrešam radio zelo, radio bo moja velika, velika ljuba, mikrofon, ljubezen na prvo črko, absolutno. Res zelo. Tja si prišla kot študentka? Ja, kot nekdo, ki je zberal denar za potovanje na Novo Zelandijo. Ja, in tam ostala. Koliko let? 15. Ja, noro. In noro. Super je bilo. 80% časa fenomenalno, 20% časa hudičevo težko, žalostno, groza. Tako si odgovoren, tam tumbaš 300-400 tisoč poslušalcev, si kar vsakmu na izvolite za neke komentarje, kritike in si takrat pridelala te napade panike? Ja, pardon. Sem se v tem vprašanju v drugo smer. Mislim, da ja. Jaz sem imela zelo malo slabih komentarjev, moram reči nekih zoprnih, grdih mailov, tako že to mi je bilo itak, mislim, poslušaš v avtu, priješ domov, da ti zgnev, da dejansko greš in tolčeš po tipkovnici, mi je tako, vse imamo, ne, razne aplikacije, CD-je, kasete, delikače, poslušaj kaj drugega, sem jih imela res ful mal, moram reči, ampak ta odgovornost, meni se skozi na radiju govorila, ne si tako k srcu jemati, ne to odgovornost, kam pa, vrat naj si to vzamem, a kam naj si to vzamem? Če delaš srcem, je tako in se moram naučiti malo tako, ni vse, ne? No, jaz ti želim, da bi še naprej delala stvari s srcem. Vse dobro v vašem življenju, na popotovanjih, na spletu, te bomo brali. Hvala, ker si bila z mano. Hvala za povabilo, sem bila res ful vesela, zaradi tega, ker sem res tako daleč, da noben me nikamor ne vab, niti na nobene poroko ne morem, nikamor, noben event za ston jaz, pa za ston pit, ne, ker zato se hod po teh eventih. Sem bila res čisto iskreno ful hvaležna, no. In sem tudi povedala takrat v sporočiloma še enkrat ful hvala in hvala vsem tistim, ki si boste vzeli, ali pa ste si vzeli čas tole poslušati, pa upam, da je kdo, ki je pozitivnega odnesel, vedno se mi lahko kontaktira, vedno z veseljem dam kakšno idejo na svet, glede česarkoli, kar se tiče res nezga mojega exposed življenja.
Vse znance in prijatelje pa nekaj prinesejo za pojest, ko se vrnete iz potovanja. Tako, hvala Ivana, da ste bili z mano. Hvala tudi vam, se vidimo naslednjič.